Očitno bomo od danes naprej na mesto predsednika vlade gledali Janeza Janšo, v njegovi senci pa skrajno desno vlado. Ampak vsakič, ko bomo tega predsednika vlade in to vlado pogledali, se moramo zavedati naslednje. Ne glede na to, kako si danes politična sredina pere roke ali vzklika ne, je skrajna desna vlada v nastajanju zrcalna podoba te skorumpirane politične sredine in ne njeno diametralno nasprotje, kot bi nekatere stranke rade prikazale. V zadnjih 2 mandatih je namreč prišlo do praktično popolnega zlitja politične sredine z politikami SDS-a. Posebej intenzivno se je začelo v prejšnjem mandatu, ko smo dobili vlado Mira Cerarja. Kaj je vlada Mira Cerarja počela? Na mejo je postavljala rezilno žico, privatizirala je, sesuvala zdravstvo, napadala revne, kršila delavske in socialne pravice. V praktično vseh točkah je posvojila v izvedbi program, ki ga je iz desne opozicije diktiral Janez Janša. Potem so se leta 2018 zgodile volitve in prišla je nova vlada, vlada Marjana Šarca. Ta vlada je začela precej obetavno, z obratom na levo, ampak se zelo hitro tudi ujela nazaj v uzance stare politike. Nadaljevala je približno tako, kot je cela 4 leta delala njena predhodnica. Posvojila je pa še nekaj novega iz desne klopi. Posvojila je tehnologijo vladanja janšizma. Kaj mislite, da je v kabinetu predsednika vlade počel Damir Črnčec? Tam je bil zato, da pomaga vzpostaviti kontrolo nad obveščevalnimi aparati države, da pomaga izvesti kadrovski juriš na Telekom in druga podjetja in podsisteme v državni lasti. Spomnimo se, kako se je predsednik vlade Marjan Šarec obnašal v parlamentu. Derogacija zakonodajnega telesa, ki mu je dal mandat in ki ga je postavil. Norčevanje. In nenazadnje, kako je delala ta zadnja vlada, poglejmo SD-jevega ministra za kulturo, ki praktično do zadnjega izvaja kadrovski cunami na področju kulture po strankarski liniji, ko se ga pa v državnem zboru pokliče na odgovornost, pa zmerja, žali novinarje, laže, zavaja, potvarja, skratka naravnost iz naslovnice janšistične Nove 24 TV. Gospe in gospodje iz politične sredine, ne glede na to, si danes perete roke ali vzklikate ne. SAB, LMŠ, SD, Desus, SMC. Janez Janša je to, kar se pokaže v političnem zrcalu, ko se vi sami pogledate vanj. Ni vaše diametralno nasprotje, ampak vaša politična dovršitev. In potem, ko smo imeli 2, 3 vlade slabih političnih ponaredkov desnice, sedaj prihaja original. Depresivno, ja. Presenetljivo, niti najmanj. Danes Janezu Janši niti ni potrebno kaj dosti posebnega, da se usede na oblast. Vladni fotelj je ukrojen po njegovi meri. In ukrojili ste ga vi. Skorumpirana politična sredina, ne glede na to, kako se zaklinja danes, pohoda skrajne desnice na oblast ne more ustaviti. Ustavi ga lahko samo levica. In do konca mandata bomo naredili vse, kar lahko, s to politiko bomo tudi nadaljevali, dokler kapitalizma ne presežemo, preidemo v demokratični in ekološki socializem, ki prime koreniko problema. Odpravi pogoje, v katerih sploh lahko izrašča skrajna desnica, in levica je edina sila, ki se lahko vzpostavi
kot resen akter zaviranja, nasprotovanja, preprečevanja skrajne desnice. Skorumpirana politična sredina, vi, gospe in gospodje, ki ste tretjo vlado Janeza Janše omogočili, to zagotovo niste.